Roman Blatnik je konec lanskega leta z mednarodno adventno tekmo v nordijski hoji v Zagrebu končal svojo tekmovalno kariero. Z nordijsko hojo se je sicer intenzivneje ukvarjal v zadnjih letih, njegovo športno pot pa je najbolj zaznamovalo kolesarstvo. Obiskali smo ga po jutranji rekreaciji. Ob vstopu v stanovanje v oči takoj pade bera medalj. Medalje vse skupaj je 922, moram povedati, da to je od cirka 1530 tekem v vseh teh 37 letih. Kar pomeni povprečno 40 tekem leto za letom. Niso vse posod bile medalje, ker pač spet tukaj nisem dober, sem športnik, sem rekreativc, ampak to je že bolj tisti vrhunec rekreativnega športa, ko moraš fejst trenirati, da sploh prideš do odličja. Vse te medalje, tisti, kateri so kdaj plavali v olimpijskem bazenu, olimpijski bazen bi bil prekratek, če bi te medalje dal eno ob druge. Jih je za 51 metrov. Pogostost tekmovanja seveda zelo zaznamovalo njegovo življenje. Mogel sem se prilagoditi, za vsak sem mogel si narediti timing, tako da včasih sem šel tudi pred službo trenirati, včasih po službi, tudi ob trdi temi, z lučko in tako naprej. Pač vsako tekmovanje zahteva popolnega človeka, moraš se pripraviti, moraš progo spoznati, zato sem zmeraj 2 uri prej prišel na štart, da sem si progo gledal, da sem zmeraj pri vsaki tekmi, da sem lahko šel na polno. S športom se je sicer intenzivneje začel ukvarjati pri 29 letih. Razlog za to so bile zdravstvene težave v mladosti, saj sta mu pri rehabilitaciji oslabljenega organizma pomagala tek in kolesarstvo. Z močno voljo in vztrajnostjo je postopoma okreval, kolesarstvo pa je ostalo pomemben del njegovega življenja. In od teh 37 let je res hitro menil, Hvala Bogu, zdravje me zdaj služi, tudi takrat sem ujačal s tem, tako da moram povedati, da sem imel manj kot 50 kilogramov po 3 težkih operacijah. Sledile so prve preizkušnje na kolesarskih maratonih. Leta 1982 se je, star 30 let, udeležil prvega maratona Franja, maratona okoli Pohorja in Juriša na Vršič. Po več sušnih letih brez kolesarstva v Krškem je bil v peščici entuziastov, ki so leta 1985 na predlog kolesarskega kluba Krka iz Novega mesta ustanovili kolesarsko društvo Matija Gubec oziroma Videm. Izvolili so ga za prvega predsednika. Ta klub je kar en čas vztrajal, tudi začeli smo z rekreacijo. V letih 1987 in 1989 je bil pobudnik in organizator papirniške kolesarske transverzale Krško-Titov Drvar v dolžini 300 km. S tem so simbolično povezali športno prijateljstvo obeh papirnic. Prvo leto smo šli, nas je šlo 10 in so bili strašno navdušeni krajani dol, skozi progi so napisali, da je dobrodošli nam Janezi, tudi lepo so nas pričakali. Moram povedati, da takrat so naši, ker delam v tovarni, celo zdaj sem delal kot vzdrževalec, so naši vzdrževalci usposobili papirni stroj v Drvarju, tako da je lahko tudi tam začeli s proizvodnjo. No, in ker smo rekli, da bomo naredili en tak športni projekt, da bomo vedeli, če nam ga bojo oni lahko vrnili, ker so nas zmeraj premagovali v fuzbol in tako naprej. In do tega je prišlo do prijateljstva, ampak kolesarjev z njega konca pa ni bilo nikdar do nam. Poleg že omenjenih medalj ne moremo mimo številnih plaket in pokalov. Roman Blatnik s ponosom obudi spomine na njemu najljubša tekmovanja. Ta statua nekako ponazarja upornost in pa vztrajnost kolesarja in sem zelo ponosen, smo dobili v Bolcanu, pelil sem ekipo 8 kolesarjev na dirko in smo osvojili skupno 3. mesto, tako da mi res veliko pomeni. V 15 letih je odpeljal preko 200 maratonov in tekem v Italiji. In potem, ko sem italijanskim prijateljem, tam poznam 30 klubov, ko sem objavil, da ne bom več hodil zaradi drugih obveznosti in tako naprej in da je 15 let je bilo veliko, so me povabili na svečanost in potem so mi dali to posebno plaketo, so napisali z simpatijami prijateljev, s katerim smo skupaj kolesarili. V letu 2007 je opravil s kvalifikacijami na 200, 300, 400 in 600 km blizu Augsburga v Nemčiji in dobil povabilo na štart najstarejšega kolesarskega ultramaratona na svetu Pariz-Brest-Pariz v dolžini 1225 km. Prvi v zgodovini Slovenije nas je 7 šlo in se je kvalificiralo na to tekmo
in smo odpeljali brez problemov, čeprav je bilo 3 dni dež in jih je več kot 1500 odstopili od vsega 4500 prijavljenih. Ponosen sem na pokal, ki sem ga dobil na prireditvi v Udinah, gre pa za fair play, ker sem pomagal tekmovalcu, ki je padel in je krvavel, pa sem se ne glede, da je bila dirka v polnem žaru, sem se ustavil in mu pomagal in so se Italijani spomnili in me povabili pozno jeseni na prireditev v Udine, kjer so mi podelili ta pokal za fair play. Garderobna omara je pretesna za številne kolesarske drese, osvojene na mednarodnih maratonih in tekmah. Draga mi je majica, 37 let sem zvest Maratonu Franje in pa druga majica je majica Slovenija kolesari. Vsako leto se udeležujem prireditev, ki so v tem sklopu, tako da se najdemo s prijatelji pa se peljemo bolj rekreativno, to pa ni tekmovalno, ne. Blatnik je v 37 letih prevozil več kot 200 kolesarskih maratonov in tekem v Italiji, preko 80 v Avstriji in Nemčiji, vozil pa je tudi v Franciji, Španiji, na Madžarskem in na Hrvaškem. Zadnjih 8 let, ko se je posvečal triatlonu in tekmovalni nordijski hoji, je med drugim tekmoval tudi v Črni gori in na Poljskem.